Mene zanima ta revija, to je dosta taka v bistvu nenavadna ideja. Zdaj te ideje vi sami v hiši producirate, imate podobne kakve razpise, mogoče agencijo, na kak način v bistvu prihajate do teh bolj inovativnih idej? Mi ne delamo z dobeno agencijo, delamo samo za freelancerji, zaradi tega, ker verjamemo, da dobre rešitve nastanejo samo v zelo tesnem timskem delu. Tako da v bistvu vse temelji na neki notranji kreativnosti, notranjih resursih in predvsem ogromnem timskem delu. Lahko kar naprej? Ja, seveda. Mene pa zanima kaj o lastnikih. Kdo so lastniki, kako so nastali, zgodovina lastnikov? Glavne so lastniki pripomogli k tem, kar je tam sportno. Jaz bi tukaj na tem mestu vprašal še mogoče kakšen je odnos. Poznamo problem agenta in principala, se pravi lastnika in menedžerja. A to občutite kaj na lastni koži ali ni nobenih trenj? Lastnik je eden, gospod Bajrovič. On je v bistvu začel ta biznis leta 90 in v bistvu začel z prodajo tekstila v Sloveniji s parimi trgovinami, pridobival principale in v bistvu prišel praktično z timom, ki ga je ustvaril do trenutne situacije. Zdaj, kakšen je odnos med njim in nama? Kako ne rečem, pritiski so, tako da vsakodnevni. Drugač pa mislim, da vizija je jasna, cilji so jasni. Znanja, ki ga on ima, verjetno bi potreboval 2 leti, 3 leta, da bi ga vsega posrkal iz njega, tako da to je praktično nemogoče, veliko stvari se pač bom moral naučiti sama. Drugač pa cilji se postavljajo letno, egzaktni, finančni, tako da te cilje pač treba razdelati v manjše cilje, v manjše naloge in jih pač sproti dosegati. In zdaj, dokler bojo cilji dosegani ali preseženi, potem med mano in slikom ne pričakujem težav. Vkolikor pa ne bi, potem pa... Gospod Mužič, vi, ker ste dlje v podjetju, se mogoče po nekem času, ko se pridobi zaupanje, zmanjša število klicev na dan od lastnika? Celoten posel vse temelji na zaupanju, tako da pač, če ni zaupanja, se to ni samo v odnosu lastnik, bom rekel, in menedžer ali kdorkoli. To je pač, jaz mislim, da za narediti dober rezultat je nujno potrebna sinergija, je nujno potrebna ta takovana kemija, o kateri smo danes govorili. Če tega ni, enostavno ni rezultata. Mi tudi vidimo tudi v samih poslovalnicah, kjer ni rezultata, je vedno človeški faktor, ki je najpomembnejši. Tako da jaz mislim, da če dobro delaš, rezultati ne izostanejo in jaz mislim, da tukaj z lastništvom potem nikoli problem. Hvala. Še kakšno vprašanje? Ja, jaz imam eno čistko operativno. Če bomo slučajno imeli še kako vprašanje za vas v sportini, kam nekoga oziroma kam se ne obrnemo? Hvala za to vprašanje. Zato smo vam dali tudi tale slajd, kjer so pomembni datumi. Glih zaradi tega, da ne bo vsak posameznik klical, dopisoval si s podjetjem, imate tukaj nas. Ena možnost je na naši spletni strani, kjer je forum, dajte vprašanja, tudi iz podjetja so rekli, da bojo odgovarjali. Hkrati bomo pa organizirali tudi motivacijsko srečanje, to čez 14 dni, lahko se zmenimo tudi prej, če se bo izkazal interes. Tam se bomo dobili, tisti, ki imajo vprašanja, ki so že začeli delati in bojo prišli tudi predstavniki podjetja, ki bodo odgovorili na vaše vprašanje. Se pravi, internet, mi, motivacijski dogodek, lahko mogoče celo 2 naredimo, če bo tak interes. Če sem odgovoril.
Jaz bi imel dve vprašanje v bistvu. Prvo je, če misel Sportina kot taka pod svojo blagovno znamko prodaja tudi lastne oblačila, se pravi ne samo ostale blagovne znamke. Pa drugo vprašanje je, če ste nameravali, tako kot recimo Urban Outfitters, prodajate v svojih trgovinah tudi kaj več kot samo tekstil oziroma oblačila sama in v kakšnem obsegu. To je normalno, da razmišljamo o tem, da bi imeli svojo blagovno znamko, ki bi bila tudi, bom rekel, temeljila na lastni proizvodni. Glede vsega ostalega spremljajočega programa je pa stvar čisto prodajnega koncepta. Mi tukaj sami nimamo dovolj izkušenj, bi vedno morali iskati neke partnere, ki bi nam to pomagali ustvariti. Ali če je to pač neka prodajen koncept, se to lahko realizira. Ima kdo? Aha, tam na eno vprašanje. Aha, pardon, tukaj je še. Jaz sem eno bolj tehnično vprašanje. Me pa zanima v tem, glede same oddaje projektu, to se da potem samo v mapi A4, A3? Ne. Zadevo pošljete po e-mailu. Aha, torej v digitalni obliki. Ja, recimo pri PTC-u se je izkazalo, da je to premalo, ker so bile študije, so naredili take projekte, da so zauzeli 100-200 megabajtov, ker so naredili že konkretne rešitve 3D in smo zato odprli mesto na serverju. Tako da bomo videli, vse komunikacija med nami bo potekala, kot boste videli pri prijavah, se napiše vodja, s katerim mi komuniciramo pol in se tudi zmenimo glede te podrobnosti. Hvala. Še eno vprašanje tam na? Zdravo, mene pa zanima, kako denarja ste dejansko pripravljeni vložiti v ta projekt pol, kaj bi se realiziral recimo. Aha. Koliko denarja so pripravljeni za kamero, da bodo doma videli, koliko denarja so pripravljeni vložiti v ta projekt? Mi ne gledamo, nikoli ne merimo investicije v to, koliko je treba vložiti. Vsako investicijo gledamo skozi prizmo, ali ima potencial ali nima in ali se bo ta investicija podvrnila ali ne. Tako da v bistvu treba narediti elaborat, projekt in reči, da je vredno vložiti toliko, koliko mislite, da pač je vrednost te investicije in pokazati skozi neke čim bolj opremljive pokazatelje, kako se lahko ta stvar v nekem doglednem času povrne. To so vsi kriteriji, na podlagi katerih se odločimo o investicijah. Hvala, še eno. Mogoče sem če še jaz malo odgovorim še na to dodatno. Zdaj, tlej dejansko ni toliko stvar investicije, ampak je stvar pomembno naše prihodnosti. Dejstvo je, da razlika v ceni, profitabilnost na kvadratni meter, kakorkoli že pada. Konkurenca je vedno večja, prihajajo v bistvu konkurenti H&M, Zara in tako naprej, ki dejansko imajo celo verigo od proizvodnje do malo prodaje, kjer lahko dosegajo jasno precej nižje cene, kot jih lahko mi z blagovnimi znamkami. Torej, naša prihodnost je definitivno moramo vstopiti v lastno blagovno znamko, ki nam, torej, iti dejansko v proizvodnjo, narediti celo verigo in tukaj ustvarjati neko večjo razliko v ceni, kot je trenutno danes, in pokrivati tam, kjer nam bo dejansko profitabilnost padala. Tako da, bom rekel, tukaj ni niti stvar investicije, ampak je to stvar strategije. V to definitivno gremo. Živijo, mene pa zanima ravno v zvezi s tem vprašanjem, kakšne so druge realne omejitve za izvedbo tega projekta, poleg finančnih seveda? Bolj, ko se postavite v vlogo, da gledate na Sportino kot na strateškega partnerja in da poskušate razmišljati o tem, kaj bi vi naredili, če bi bili postavljeni v vlogo, da imate en vaš življenjski projekt, ki ga želite realizirati. Bližje bomo nekim realnim usmeritvam. Skratka, odprti smo za vse možnosti. Lahko daste bodi si tako luft projekte, zelo avantgardne zadeve in mogoče bomo iz njih izvlekli samo en segment nečesa, kar bo zanimivo.
Najraje bi pa videli čim bolj oprijemljive konkretne študije, kot da je to v bistvu neka vaša poslovna inicijativa in se pridete pogovarjati na Sportino kot na neke vrste partnera, investitorja, ki bo to stvar poskušal oplemeniti in spraviti v življenje.